dobrodošli na otvoritvi razstave ob 20. obletnici 10. 20 let dela, naporov, ustvarjanja, vodenja, usposabljanja, 20 let vsako leto znova in znova, novih začetkov, novih poznanstev, novih stikov, upov in naporov. Spoštovani zbrani, 20 let 10. Sprva 10. bataljona za mednarodno sodelovanje, nato 10. motoriziranega bataljona in danes 10. pehotnega polka. Spoštovani, k nagovoru vabim poveljnika 10. pehotnega polka, podpolkovnik Franc Kalič. Spoštovani general, spoštovana namestnica poveljnika prve brigade, kolegi iz 10. iz drugih enot Slovenske vojske, spoštovani pripadniki generalštaba Slovenske vojske, prav vesel sem dobrodošli tukaj ob otvoritvi razstave 20-letnici delovanja 10. Enota, ki nima tradicije, je mrtva enota. In enota, ki nima ambicij, je enota, ki je skupek nekih anemičnih pripadnikov. Na tej razstavi lahko vidite, da 10. ima tradicijo in ima tudi ambicije v tistem drugem delu te razstave. 10. v teh dneh, točno 27. maja, praznuje 20. obletnico svojega obstoja in delovanja, predvsem delovanja, ne samo obstoja. V teh letih je bilo veliko narejenega in ob tem priložnosti bi rad vse tukaj prisotne povabil še na ostale dogodke, ki se bodo zvrstili v okviru tega obeležitve te obletnice. Prvi dogodek je ta otvoritev razstave. 26. imamo v vojašnici Edvarda Poperka panelno razpravo o vlogi 10. v razvoju Slovenske vojske. 27. imamo humanitarni tek 10. in potem sledi še in pa bojevniške igre in pa slavnostni postroj 10. oziroma motorizirane bataljonske bojne skupine. Še enkrat hvala za vašo prisotnost, general, posebej vam. In to je vse z moje strani. Hvala lepa. Že 20 let 10. spremlja tudi orkester Slovenske vojske, torej fanta, izvolita. Zbrani ob 20. obletnici 10. smo z zavedno ujetimi trenutki pripravili razstavo, da z nami podoživite naše delo, veselje, pogum in ponos. Avtorji fotografij so pripadniki 10. pehotnega, v zadnjem delu pa vojakinja Martina Podkrižnik. Razstavo pa je pripravil višjevodnik Božo Pirc. Slovesno pa bo razstavo odprl generalmajor Dobran Vošič. General, izvolite. Zdaj sem dobil že pravočasno nekaj za pogled, ko sem vprašal, zakaj rabim to, so rekli, da generali imajo slab spomin in da se ne bi radi zgodilo, da bi prišel sem pa bi govoril o prvi svetovni vojni po Soški fronti, pa bi čist grešil, tako da, ampak bom probal brez tega. Najprej vse pozdravljeni tudi orkester, ki moram reči, da ima določene skupne točke z 10. bataljonom. Jaz sem 10. bataljon vedno klical 10. brat, ker je bil nek izdelek, ne bodi si ga treba, ampak je vedno pokazal, da je ta 10. brat lahko najboljši brat Slovenske vojske in jaz sem res ponosen, da je tako bilo, tako bo in tako je tudi danes. In tako je tudi orkester. Nekaj, ki vedno ne dobi tistega priznanja, ki ga je, vedno smo na njih ponosni, vedno jih gledamo, vedno smo veseli, uživamo, pa jim ne damo tega ponosa. Da imate še koncert, sem to dne še promocijo naredim na Kongresnem trgu. 18. juni ste vabljeni. V glavnem zdaj pa, da se posvetimo našemu bataljonu, naši enoti. Pa ne začnemo od spodaj gor, pozdravljamo bi drugega vojaka, ker prvega ne vidim. Te enote, to je naš Marko Brus, si zgrešil za par minut, da bi podpisal prvo pogodbo za vojaka, takrat profesionalnega
Pozdravljam vse naše podčastnike, ki so naredili spremembe. Tanja, ki je bila na začetku. Pozdravljam vas, brigadir Škrbinc. Pozdravil bi kakorkoli, pa se ga spomnimo Marka Kruško, ki mislim, da je v veliki meri prispeval k temu razvoju tega bataljona, pa mu ne znamo dati tega priznanja. In vse vas, pripadnike, kolege, zahvaljujem se polkovniku Podbrežniku, da je z generalštaba prišel nas pozdraviti in da date to čas, ki veliko naredi za vas, vse kolege in sodelavce, predvsem kot orkester, pozdravljate vaše šefe. Jaz sem res ponosen in bom to zelo kratek, res sem ponosen na vse to, kar ste vi vsi prehodili v teh 20 letih, ali pa smo en del poti prehodili skupaj. Jaz vem, da bi danes Slovenska vojska bila veliko drugačna, če ne bi bilo tega bataljona. Ta bataljon se mi zdi, da je na široko odprl vrata, ki so se nadaljevala iz leta 1991, ko smo šli v osamosvojitev. Torej, leta 1991, če mogoče danes pozabimo, smo šli v osamosvojitev zato, da se priklopimo demokratičnim zahodnim družbam in da gremo v to smer. Nam to vedno rata ali ne vem, ampak v to smo šli. In ta bataljon je leta 1996, ko je nastal, odprl vrata v neke nove, sodobne povezave, nove standarde, ki so bile takrat na zahodu, v zahodnih vojskah. In jaz mislim, da sta bili vedno gonilna sila razvoja Slovenske vojske. In jaz sem za to hvaležen. Res je tudi to, da mogoče nam lahko marsikdo daj očita, da z nič, ki smo imeli nič in marsikdo od vas to ve, smo naredili marsikaj in nismo nikoli jamrali in vedno ste znali nekaj narediti, ne pa jamrati, zakaj nekaj nimate, pa mogoče bi tudi Slovenska vojska daleč, pa mogoče vi še imeli kaj več, če bi jamrali, tega ne moremo, onega ne moremo narediti. Ampak tega nismo znali in ta bojni etos, naloga prvo in vse ostalo drugo, je še vedno tisto, kar je peljalo ta bataljon naprej. Jaz bi res, bodite ponosni, da ste pripadnika 10. bataljona, bodite ponosni na razvoj Slovenske vojske. Vsem vam bi se res zahvalil, vsem vam bi ste dali svoje kamenčke v mozaiku bataljona in potem naprej tudi Slovenske vojske za to, kar ste naredili. In jaz samo upam, da bo ta bataljon, ta polk danes živel naprej po točno isti poti. Torej, tisti, ki odpirajo vrata, ki so razvojniki, ne jamrete, ne stokate, nalogo pravite in naredite. Od vas prihajajo najboljši vojaki, počastniki, častniki in na to bodite tudi ponosni. S tem jaz lahko razstavo odprem. Hvala vam za vse in se vidimo potem na razne igre bom spustil, ostalo bom pa prišel kaj pogledati. Torej, predvsem, če imate kje za jesti popiti, ampak tega pa tako nikoli nismo imeli, pa tudi zdaj ne boste dobili, tako da je s tem je razstava odprta, ne Beti, to moram reči. Ja, general, to je. S tem je razstava odprta, jo. S tem je razstava odprta, hvala lepa, general. Zdaj vas samo še vse povabim, da si razstavo gledamo skupaj. Hvala lepa vsem za vaš obisk in lep dan še naprej, že 20 let z vami, Elizabet. Ne pozabiti na drugega. Ja.